V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, danes je tako imenovana Bela nedelja, prva po veliki noči. Vsak posameznik doživlja veliko noč na svoj način, ker je velika noč več kot dogodek. Veliko noč namreč pooseblja sam Bog, Jezus Kristus. In zato se kristjani imenujemo velikonočni ljudje. Saj velika noč ni avtosugestija, mit, verska romantika, iluzija ali beg pred stvarnostjo. Velika noč je dokončno razodetje Božje ljubeče navzočnosti v svetu in v smrti. Ko je bilo na prvo velikonočno jutro še temno in je bilo vse videti brezupno, je Kristus že vstal. Smrt je bila že premagana in že se je začela zora novega stvarstva in novega veka. Kadarkoli se srečamo s to Božjo ljubečo navzočnostjo, četudi v trpljenju, takrat se zgodi velika noč. In to je lahko vedno in povsod. Prisluhnimo še obvestilom za naslednji teden. Danes zaradi šolskih počitnic verouka ni, za najmlajše otroke pa je v času pridige organizirano varstvo. Jutri v ponedeljek molitveno srečanje odpade zaradi počitnic, vsesplošnih dopustov in potovanj. Prav tako zaradi počitnic in dopustov odpade tudi sredino študijsko predavanje. Naslednjo nedeljo ob 10. uri dopoldan pa smo vabljeni na osrednje tedensko bogoslužje. Danes je na televiziji vaš kanal v oddaji Nova obzorja, pridiga iz naše cerkve, zato smo vabljeni k ogledu. Sedaj pa skupaj zapojmo Bogu na čast znano hvalnico z naslovom Kristus najlepši.
Izvolimo sesti. Biblično vodilo za današnjo nedeljo je: Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa. V svojem velikem usmiljenju nas je po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za živo upanje. Poezija 116. psalma, ki naj nas tolaži, se glasi: Ljubim Gospoda, ker posluša moj glas, mojo prošnjo za milost. Zakaj svoje uho je nagnil k meni, v svojih dneh ga bom klical. Gospodovo ime kličem: O Gospod, osvobodi mojo dušo. Milostljiv je Gospod in pravičen, naš Bog je usmiljen. Gospod varuje preproste. Bil sem slaboten, pa me je rešil. Zares rešil je mojo dušo pred smrtjo, moje oči pred solzami, moje noge pred padcem. Hodil bom pred Gospodom v deželah živih. Da se bomo lažjih src približali Bogu, nas vabim k priznanju grehov. Dobri Bog, v ušesih nam še vedno doni velikonočno oznanilo, da je življenje močnejše od smrti. Ampak to je bilo v nedeljo in en teden je že mimo. Imeli smo skrbi in včasih nismo pomislili nate. Izrekli smo težke besede. Imeli smo priložnost za prijaznost in nudenje pomoči, a smo šli mimo človeka. Ko človeštvo zgublja upanje, tudi v našem srcu ugaša plamen živega upanja. Zato, Gospod, prosimo te, odpusti nam. Amen. Besede milosti in slavospev, s katerim opogumimo svoja srca, pa glasijo: Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Slava Bogu na višavah in na zemlji, mir ljudem, ki so mu po volji. Vabim nas k molitvi za Božji blagoslov. Ljubeči Bog Oče, hvala ti za današnjo nedeljo, ko smo ponovno zbrani v tvojem imenu, v tvoji hiši. Po vstajenju tvojega Sina in našega Gospoda si poživil našo vero, dal novo upanje, da ne bomo videli sence smrti, temveč slava vstajenja od mrtvih. Hvala ti, da si nas poklical v življenje. Pokliči še mnoge na pot miru, zmage, veselja in ljubezni. Ljubeči Oče, toliko vprašanj imamo, saj se majejo temelji sveta. Ti pa si nepomična skala. Z nami si v breznu tesnobe, v puščavi zaskrbljenosti, v temi strahu, v trnju bolečin in v solzah žalosti. Nauči nas hoditi korak za korakom za tabo, ti zaupati in ti zvesto slediti do konca, kjer nas čaka venec življenja. Amen. V nadaljevanju zapojmo pesem, ki pravi: Pojem slavo tebi, moj Gospod.
Izvolite sesti, bratje in sestre. Berilo za današnje bogoslužje je iz Evangelija po Janezu in pravi: Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bili tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: Mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Iz prebranega teksta izstopa Jezusov pozdrav miru. Danes uporabljamo različne besede in tudi različne geste za pozdravljanje. In to, kar pomeni v neki deželi izraz vljudnosti glede pozdravljanja, pomeni v neki drugi deželi popolnoma nekaj drugega. Toda Jezusov pozdrav velja za vse dežele, za vse kulture in za vse čase. S tem pozdravom je Jezus nagovoril svoje žalostne sledilce. Najprej ženski, ki sta šli od praznega groba in jima je rekel, da se naj ne bojita, sedaj pa še učence, ki so bili zbrani v gornji izbi za zaklenjenimi vrati. Jezus je prišel k njim s pozdravom miru, kajti učenci so bili zelo zbegani. Nazadnje so videli Jezusa v petek, ko so ga križali, in zato je bila v njih velika žalost in negotovost. Toda zdaj, ko je stopil med njih, so bili navdušeni, tako da so se v njihovih srcih se prepletale in žalost in navdušenje. In Jezus je vedel, da v tem trenutku najbolj potrebujejo mir. In zato jim je izrekel te čudovite besede: Mir vam bodi. Jezus jim ni učital, tudi ni prišel k njim zato, da bi jih soočil z njihovimi napakami, ampak prišel je k njim s pozdravom miru. In ta pozdrav je pozdrav zmagovalca nad smrtjo. In ko je Jezus izrekel te besede, s tem ni hotel učencem povedati samo to: bodite mirni, saj vidite, tukaj sem, živ sem. Ampak želel mi je povedati, da ta mir, ki jim ga prinaša, prihaja iz odpuščanja grehov. To odpuščanje grehov pa prihaja iz njegove daritve. Torej dosežena je sprava med človekom in Bogom. Zato lahko človeštvo dobi mir. Najprej njegovi učenci in potem tudi vsi ostali. In nekdo je takole rekel: niti prefinjen svinčnik velikega dramskega genija, niti najboljši čopič slikarja ne bi mogla opisati in narisati takšnega dogodka, kot je bil ravno ta veličasten Jezusov pozdrav njegovih učencev. In besede mir vam bodi so po eni strani zelo preproste, po drugi strani pa veličastne. In to je pravzaprav velikonočno voščilo, ki ne velja samo za praznik, ampak vedno. In zato nas vabim k slavljenju velikega Gospoda Jezusa Kristusa, zmagovalca, čudovitega Gospoda, kralja nad kralji, tistega, kateremu je vredno predati življenje in srce. In v naslednjih pesmih mu dajmo slavo, čast in priznanje. Pomočnik, večni
Ti si vreden vse časti.
ti dajemo to jutro svoje srce, kajti ti si knez miru. Ti si ta, ki prinašaš v naše srce mir in radost. Hvala ti za radost odrešenja. Hvala ti, ker si naš Gospod in hvala ti, ker bo vsak jezik priznal, da si Gospod. Slavimo te, Jezus Kristus, slavimo te, ostali Gospod, slavimo te, naš prijatelj in naš najbližji. Amen. Sledi utrinek za otroke. Dragi otroci, vabim vas naprej, da se bomo bolje videli in lažje pogovarjali. Sledi utrinek za vas, to je kratka nazorna pridiga, prilagojena za otroke. Danes je, če ste pozorno poslušali na začetku, tako imenovana Bela nedelja ali drugače rečeno nedelja Božjega usmiljenja. Kaj je sedaj to? Najbolj znan simbol Bele nedelje je bela obleka ali še bolj splošno bela barva. Tudi v imenu je Bela nedelja. Kaj pa bela barva sporoča? Spomnimo se oziroma pomagajte mi, dragi otroci, katere stvari v naravi so bele barve, pa bomo potem videli, sem že slišal, bela barva po zimi? Sneg, bravo. In ko vidite sneg, kaj pomislite? Sankanje, kepanje, odmetavanje? Aha, tudi odmetavanje. To je veselje za odrasle, za otroke pa sankanje, kepanje, smučanje, se pravi veselje. Kaj je še belo v naravi? Ko ste hodili v cerkev, ste se mogoče ozrli v nebo? Oblaki, bravo, beli oblaki. Beli kamni. Beli oblaki so kakšni, če primerjamo s črnimi oblaki? So bolj veseli, bolj zadovoljni, ne? Beli. Črni, pred črnimi bežimo. Beli kamni, marmor, sploh če je bel marmor, je to dragocena kamnina. Je kar, ne? Kaj pa živali? Se spomnite kakšne bele živali? Bel zajec, ja. Bela muca, severni beli medved, ja. Beli medvedji se z belo barvo skrijejo. Bele ovce, bravo, ovca vzbuja neko preprostost. Ovc se ne bojimo. Belih medvedov bi se, ampak so zelo daleč bela koza, ja. Beli zajčki, si je omenil, beli zajčki so zelo priljubljeni hišni ljubljenčki. Kaj pa rastline, bele rastline? Marjetice, bravo. Najbolj univerzalne po celem svetu so, bele so, lepe so, preproste so, krasne so. Še kakšna rastlina bela? Beli tulipani, simbol miru. Beli žafrani, krasno, simbol pomladi. Bele lilije, bele krizanteme, tudi večnost, večno življenje. Še kakšne rastline? Kar veliko rastlin poznate, otroci, bravo, belih. Pravi mali botaniki. Regrat je tudi ena od rastlin, ki je za domačo medicino, pa je bele barve na koncu, za čaj, ja, za čaj in še kaj. Potem imamo pa še nekaj, v kar ste oblečeni, je tudi bele barve. Oblačila, ja, ki so iz bombaža, ja. Bombaž je mehek. Imate radi bombažna oblačila? Mehka, topla, prijetna. Pa potem imamo še nekaj v zvezi z domačo medicino, zelenjava, bele barve. Cvetača, bravo, polna vitaminov in mineralov. Polna zdravja, ampak otroci ne marajo, razumljivo.
Hren, ja, velikonočna jed, bravo. Jajca so tudi bela, bravo, tudi polna hranljivih snovi. Korenček ni bel, tudi ja, tudi rumeno bel, bela čokolada, bravo. Zdaj pa še, če boste uganili zadnje vprašanje. Ja, čokolada bela je najboljša, ampak ni vsaka bela. Otroci, zadnje vprašanje. Bela zelenjava, ki mogoče ni zelenjava, ampak jo odrasli izredno radi jejo. Sploh odrasli, ker malo peče, polna zdravja. Čebula in česen, bravo. Česen je bele barve, odrasli ga obožujejo, jejo, vsak dan pojejo en strok. In česen simbolizira zdravje, vitalnost in tako naprej. Torej, polno belih stvari najdemo v naravi. In živali, in rastlin, živali, tako. In kaj lahko rečemo, bela barva je? Dobra, slaba? Dobra. Vesela, simbolizira veselje, čistost, mir, zdravje, vitalnost, polnino. Upanje, recimo, imamo na torti, seveda pozabil sem na torto. Torta iz česa? Iz ene bele snovi je zelo. Vanilija, ja, bravo. Smetana, pa iz tropskih krajev dobimo kokos, moka, ja, pa kokos. Kokos, riževa torta, ja, to je zelo zdravo. Zelo zdravo živite, otroci. Čestitam. Kokos, ja, kokos je zelo težko do njega pridemo in lahko celo morje prepotuje do druge obale in preživi in tam potem se razpade in zraste novo drevo. Kokos je simbol vzdržljivosti. Tako, in sedaj vidimo, da bela barva simbolizira vse to, kar simbolizira tudi Božje usmiljenje. Nedelja Božjega usmiljenja ali bela nedelja je danes. Kajti Božje usmiljenje, zaradi Božjega usmiljenja smo čisti, smo vitalni, Bog nam vrača duhovno zdravje, nam vrača samopodoba, Božje usmiljenje nam vrača pogum in razbilinja strah. Zato se današnja nedelja, ki je posvečena beli barvi, bela nedelja, lahko imenuje tudi, kot sem že omenil, nedelja Božjega usmiljenja. Kajti zaradi Božjega usmiljenja se počutimo kako? Kako se počutite, otroci? Če vas Bog ljubi, če vam Bog odpušča in vsi odrasli, zadovoljno, veselo, mirno smo slišali, vitalno, zdravo, duhovno zdravo. Torej, bela nedelja je simbol, kadarkoli boste videli belo barvo, se boste spomnili na Božje usmiljenje lahko. Se pravi, ko boste jedli cvetačo, boste rekli, Bog je dober, kajti to smo slišali pri beli nedelji. Razen, če ne jeste cvetača, ja. Potem pa kokosova torta, tako, pri kokosovi torti. Hvala, otroci, za pozornost. Sedaj greste pa najmlajši lahko v hišo, kjer se boste igrali, malo starejši pa ostanete v cerkvi in boste prisluhnili pridigi. Tako, izvolimo. Mi pa bomo darovali naše prostovoljne prispevke in naj bomo blagoslovljeni tudi v tem dejanju. Gredo nebo, ale rozvod, bez svých z nimi.
Sestre in bratje, zbrani smo v pristanu Božje varnosti, hvaležni za cerkveno družino in ponosni na to, da smo kristijani. Naj Sveti Duh odpre naš da bomo razumeli večno Božjo modrost. Naj odpre naše srce, da bomo izkusili čudovito Božjo ljubezen in slavili njegovo usmiljenje. Ponovno vas vabim, da vstanemo k poslušanju Božje besede iz Evangelija po Janezu 20. poglavje od 19. do 29. vrstice. Evangelij po Janezu 20. poglavje od 19. do 29. vrstice. Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bili tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: prejmite Svetega Duha. Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Tomaža, enega izmed 12, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: Gospoda smo videli. On pa jim je rekel: če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: mir vam bodi. Potem je rekel Tomažu: položi svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž mu je odgovoril in rekel: moj Gospod in moj Bog. Jezus mu je rekel: ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in neminljivo besedo. Amen. Zgodba o učencu Tomažu je ena mojih najljubših. On se sprašuje, dvomi, ni zadovoljen s poročilom iz druge roke in se želi sam prepričati. Ali mu lahko zamerimo, ga lahko obsodimo? Vera potrebuje svobodo za vprašanja in za dvome. Sicer gre za rutinsko verovanje, ne pa za živo osebno vero. Nekateri verjamejo težje, nekateri lažje. Tomaž je bil glede Jezusovega vstajenja od mrtvih zmeden, le kdo ne bi bil. Ni bil zmeden samo on. Tudi ostali niso razumeli, kaj točno se je zgodilo. Priznam, da je Jezusovo vstajenje od mrtvih na prvi pogled nesmiselno in neverjetno. Vsakega človeka preganjajo dvomi, a tudi dvom je glasnik Boga. Dvom trka na vrata vere, da jih odpremo. Dvom je odskočna deska za višjo vero. Dvom ni nevera, saj gre za povsem naravno dejanje. Spraševanje o Bogu je potreba človeške narave. Dvom ni nikoli brez vere, kajti dvom je pravzaprav potrditev vere. Nasprotje vere ni dvom, nasprotje vere je nevera, ne pa dvom. Dvomiti ni greh. Cerkev se ne sme obnašati kot strog policist in dvom iznačevati zločinom, ker to lahko povzroča stisko in krivdo. Ugledni protestantski teolog Paul Tillich je napisal, da se vera in dvom ne izključujeta, ker dvom ni nasprotje vere, ampak je element vere.
In da tisti, ki si ne upajo pomisliti, se spraševati, zapadejo v dvolično farizejsko vero in fanatizem, kajti pri dvomu ne gre za to, da bi nekaj zanikovali, ampak da imamo pogum, da pridemo stvari do dna, do konca. Človek resnične vere slavi celo temno noč duše, to je agonija globokega dvoma, občutka odtujenosti od Boga. In mislim, da Bog dovoljuje, da se takšna tema zgodi samo Božjim svetnikom. Vsi dvomimo, če si priznamo ali ne. Zato nam je Tomaž blizu. Kako lahko kdo trdi, da ne dvomi? Jaz dvomim. Ljudje Svetega pisma so se veliko spraševali, veliko dvomili, vendar niso ostali pri dvomu. Kljub temu so bili pripravljeni za Gospoda umreti z mučeniško smrtjo. Ni jih gnala njihova gotovost vere, ampak njihovo zaupanje v Boga. Ko srečam vernika, ki se hvali, da nikoli o ničemer ne dvomi, se sprašujem, katero Sveto pismo bere. Zame je iskren in verodostojen vernik tisti, ki sprejema dvom, to je svojega dvojčka, dvomljivega Tomaža. Abraham, oče vere, je dvomil, da bo Bog res izpolnil svojo obljubo in mu dal dediča, saj sta bila Saro prestara, da bi imela sina. Sara se je celo smejala temu Božjemu naznanilu, a rodila je potem Izaka, kar pomeni smeh. Razmišljajoči trpeči Job, ta judovski Sokrat, je tako svojevrsten, da ga današnje teološke komisije ne bi uvrstile v Sveto pismo. Preveč pomislekov je imel, Bog pa je bil tiho. A kljub Božji tišini je Job izjavil, tudi če bi me ubil, bi upal vanj. Tudi Jezusova mati Marija je angela vprašala, kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža, saj sem devica. Učenci so dvomili, da bo Jezus s 5 ječmenovimi hlebi in z 2 ribama nasitil lačno množico ljudi v puščavi. Vera je več, kot so vidne reči. Vera je več, kot so čustva. Vera je več, kot so občutki. Vera je zaupanje v Boga, tudi če ne vidim, ampak zaupam v svetlobo sredi teme. Tako dvom postaja sestavni del vere. Izjemni protestantski teolog in mislec Kierkegaard je napisal: mislim, da imam pogum dvomiti o vsem, kajti bolj, ko je dvom skromen, bolj je nevaren. Pa da omenim, tudi redovnica, mati Terezija iz Kalkute, je zapustila pisma, v katerih je govorila o svojih dvomih vse do svoje smrti. Svojemu zaupniku je priznala, citiram, kje je moja vera? Globoko v meni ni nič drugega kot praznina in tema. Če obstaja Bog, naj mi, prosim, odpusti. Konec citata. Sprašujemo se, zakaj Bog tega, da obstaja, preprosto ne napiše na nebo, na oblake, da bi bilo vidno. Kaj pa bi bilo z našo svobodo? Pesnik Roger White je zapisal, da komar dvoma stalno brenči okoli naših misli. Tudi Martin Luther je dvomil, pa ne o obstoju Boga, temveč o njegovi dobroti. Bog mu je bil prikazan zdaj kot dobri oče, zdaj kot lastnik groma. Karl Barth, tudi znan teolog, je napisal, da obstajata 2 dvoma. Iskreni dvom, ta je naraven, in nevarni dvom, ki se sprašuje, ali je Bog res rekel.
In to je zgodba iz raja. Ali je Bog res rekel, ko kača tako nagovori Evo? Ta dvom je nevaren. Kristjan ni človek z neizpodbitno vero, ampak človek zvestega dvoma, iskrenega dvoma, ki pravzaprav moli: Gospod, verujem, ampak pomagaj moji neveri, kot je to zapisano v evangeliju. Dokler kristjani in cerkev postavljamo Bogu vprašanja, ne bomo izumrli. Kajti Bog ni odgovor, Bog je predvsem vprašanje. In hvaležen sem, da so me na teološki fakulteti naučili, naj v Svetem pismu ne iščem samo odgovorov, ampak predvsem vprašanja. Mi smo osredotočeni predvsem na odgovore. Spregledamo pa vprašanja. V Svetem pismu so postavljena vprašanja in teh je zelo veliko, vendar na nje nismo pozorni. Poglejmo nekaj vprašanj. Adam, kje si? Ali sem jaz varuh svojega brata? Moj Bog, zakaj si me zapustil? Kdo je moj bližnji? Kaj ste šli gledati v puščavo? Trst, ki se maje? Koliko hlebov imate? Kaj iščeta? Ali želiš biti ozdravljen? Vprašanj je nešteto. Tomaž je imel veliko vprašanj, zato mi je blizu. Jaz se rad sprašujem, sem zvedav. Njegov skepticizem je za nas bolj koristen kot vera učencev, ki so trenutno verjeli, ker so bili vzhičeni. Če pa Jezusa ne bi srečali teden pred tem, Tomaž pa tega ni imel izkustva, pa bi tudi o njih verjetno govorili dvomljivi učenci. Namreč prvi, ki je po veliki noči priznal Kristusovo božanstvo, je ravno Tomaž. Tomaž je prvi, ki je rekel: moj Bog in moj Gospod. Sam se je hotel o tem prepričati. Ni hotel verjeti učencem, znancem, ki so mu povedali, da so videli vstalega Gospoda. Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, torej desno stran, kjer so ga prebodli, nikakor ne bom veroval. Toda ko se je Jezus vnovič pojavil, je Tomaž izpovedal svojo vero. Moj Gospod in moj Bog. Brez tega bi bil Jezus le še en nov verski učitelj, nek dober rabin. Dostojevski, ruski pisec, je zase zapisal, da ni kot naiven otrok, ki verjame v Kristusa na prvo žogo, prenagljeno in brez tehtnega premisleka, ampak da gre njegova vera skozi ognjeno peč dvomov. Zbegani in prestrašeni učenci so se po tragediji Velikega petka zbrali v zaklenjeni sobi, da bi se spopadli s svojo bolečino. Tomaž ni mogel prebroditi svoje žalosti. Nikakor se ni mogel vklopiti v skupino. Hotel je biti sam, svojo frustracijo, da bi predelal to travmo. Smo pač različni in se različno čustveno odzivamo. Cerkev pa mora spoštovati svobodo in pustiti vrata odprta, da se lahko posameznik vrne kadarkoli, ko zadeve predela. V cerkvi mora biti prostor za razočarane ljudi, ki so, tako kot je bil Job, jezni nase, na ljudi in iz Svetega pisma vidimo celo na Boga. Jobove jezne besede proti Bogu so bile bliže resnici kot svetohlinske pobožne floskule njegovih moralističnih tolažnikov, ki so se prilizovali in se delali tako pobožni. Judovstvo, ko sem to študiral, ohranja zdravo tradicijo jeze.
Pa to jezo dajem v narekovaj. Torej, včasih smo jezni nase, včasih smo jezni na bližnje, včasih smo jezni na ves svet in včasih smo jezni tudi na nek način na Boga. Napačno podobo Boga nam je privzgojila zahodna srednjeveška cerkev in cerkev, ki lahko predstavi Boga v napačni luči. Vendar Bog se nikoli ne naveliča odpuščati. Danes je nedelja Božjega usmiljenja. Bog se nikoli ne naveliča odpuščati. On je odpuščanje. Judje so se učili, da Boga čakajo na poslednji sodbi težki časi, ker ga bomo takrat marsikaj vprašali, tako judovski rabini. Učili so, da se lahko z Bogom tudi pogovarjamo na drugačen način. Na nek način, kot sta se z Bogom prerekala Abraham in Mojzes. In to so Judje počeli tudi med holokaustom. Cerkev mora biti odprta tudi za dvomljivce, kajti resnice se ne naučimo kot izolirani posamezniki, ampak samo v občestvu cerkve. Zato je cerkev odprta za vse ljudi. Verujoče, neverujoče, dvomeče in drugače verujoče. Takrat, ko se je vstali Gospod prikazal učencem v zaprti sobi, nismo bili poleg. Jaz sem bil, vi morda ne. Mene pooseblja Tomaž. Tam je bil nekdo, ki mi je zelo podoben. Ime mu je Tomaž. Zato mi je tako pri srcu. Ni pošteno, da je Tomaž prišel na slab glas, saj ga Jezus sploh ni grajal. In težko pogoltnem konservativne verske nauke iz svojega otroštva, ko ni bilo dovoljeno postavljati vprašanj in dvomiti. Nisi smel vprašati ne doma, ne v šoli, ne v državi, še manj pa v cerkvi. Toda ravno dvom rešuje pred fanatizmom. Če v krščanstvu ne bi bilo prostora za dvom, krščanstvo ne bi bilo zame. Če v krščanstvu ne bi bilo prostora za Tomaža, krščanstvo ne bi bilo zame. Namreč Magdalena in druge ženske so odšle k učencem in jim povedale, kaj se je zgodilo na grobu, a so se apostolom, tako je zapisal zgodovinar in zdravnik, evangelist Luka, te besede zdele čenče. Grška beseda pravi. Tu imamo prevedeno blebetanje. In niso verjeli. Morda tudi mi ne bi. Postavimo se v njihovo kožo. In med apostoli je bil tudi Tomaž. Tomaž, realist, racionalist, empirik, ki se zavestno omejuje samo na neposredna čutna izkustva. Takšni ljudje niso samo znanstveniki, matematiki, fiziki, inženirji, piloti, praktiki, ampak tudi mnogo ostalih. Za njih je resnica povezana z dokazi, z argumenti, s tem, kar vidimo, slišimo, otipamo, izmerimo. Tomaž, hvala Bogu, je hotel gola dejstva, ne pa vero nekoga drugega. Hotel je videti na lastne oči, kot je rekel Martin Luther. Treba je gledati z lastnimi očmi. Tudi prej je tako ravnal. Poglejmo, v Janezovem evangeliju, ko Jezus govori v metaforah, je Tomaž zahteval realnost. Hotel je vedeti, kdo točno je pot k očetu. Jezus je rekel, pač v metaforah je govoril. In ko je dobil odgovor, potem sledi v 11. poglavju, da je zanj, torej za Jezusa, pripravljen celo umreti. Tomaž ni bil običajni dvomljivec, ampak levje srčen učenec. Tisti, ki verujejo v Boga, a brez strasti v srcu, brez tesnobe v umu, brez obupa in dvoma, verujejo samo v idejo Boga, ne pa v Boga samega. Moja najgloblja vprašanja, ki me mučijo po noči, niso povezana z Božjim obstojem.
niso povezana s krščanskim naukom, ampak s prisotnostjo zla v svetu. In zakaj trpijo nedolžni? Moja težka vprašanja so, kako uskladiti Božjo dobroto z vsem tem. Ti dvomi in ta spraševanja ohranjajo mojo vero živo in prožno. Bogu sem hvaležen za svoje dvome, sicer bi verjel v nekaj, v kar nisem prepričan. Zagotovo potem ne bi bil verodostojna priča. Zame je dvom nujni del vere, kajti dvom in vera se ne izključujeta. In ta isti Tomaž, ki mu znamo tolikokrat ravno v cerkvi narediti krivico in ga na nek način očrniti, neverni Tomaž, kot večkrat slišimo, je ponesel Kristusov evangelij v daljno Indijo in tam leta 52 po Kristusu ustanovil prvo krščansko cerkev. Umrl je kot mučenik pri današnjem Madrasu. Prebodli so ga z mečem. Kristijani v Indiji se še danes imenujejo Tomaževi kristijani. Tomaž ni zahteval nič več, kot so drugi učenci že prejeli. En teden prej. Samo njega ni bilo tam. Oni so se z Jezusom srečali in on ni hotel verjeti na slepo, ker mu je nekdo o tem pripovedoval. Torej sam se prepričaj. Toliko časa, dokler ne dobiš odgovora. Kot otrok sem poslušal očitke, da se je Tomažu to zgodilo zato, ker je manjkal na bogoslužju, na katerem se je prikazal stali Gospod. Ampak ne upam si ga obtoževati, kajti čestokrat sem fizično prisoten na bogoslužju, z mislimi sem pa drugje. Ne upam si ga imenovati niti dvomljivi Tomaž, ampak raje pogumni Tomaž, ker si je upal vprašati. Edino on je bil za Jezusa tudi pripravljen mučeniško umreti. Rekel je, pojdimo še mi, da umremo z njim. Toda, ko je Jezus umrl, ko se je zgodil Veliki petek, ta tragedija, se mu je svet zrušil. Razumem njegovo stisko, razumem njegov obup. Se ti je že kdaj svet zrušil? Ne vem, kje je hodil vseh teh 7 dni zanikanja. Morda se je vračal na kraje, na katere so ga vezali lepi spomini druženja z Jezusom. Morda se je iz obupa zapil v kaki krčmi. Morda se je zaprl v svojo samoto in ko je človek sam, je dvakrat sam. Ne upam si ga obtoževati, da se je bal politične oblasti in se zato umaknil, kajti mnogokrat zamolčim odgovornost družbene pravičnosti tudi jaz. Ne upam si verjeti, da ga je Jezus grajal, ko je rekel, blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati. Kajti evangelist Janez, ki je to pisal, kot teolog Janez, kot mu rečemo v tej redakciji, je to napisano kasneje, dosti kasneje. To je zadnji evangelij, kronološko. In pisec je te besede namenil nam, meni in tebi, kasnejšim kristijanom, ne Tomažu, ki je bil takrat v tisti sobi. Kako hitri smo lahko v obsojanju, v klevetanju, v obrekovanju drugih. Nam blagor. Mi nismo videli, pa verujemo. On je videl, se dotaknil. In na nas počiva ta blagor. Večji blagor. Največji blagor. Zato je apostol Peter celo zapisal, njega ljubite, čeprav ga niste videli. Verujete van, čeprav ga zdaj ne vidite. Veselite se v neizrekljivem in poveličanem veselju, ko dosegate namen svoje vere, namreč odrešitev duš.
Tudi, če ga ne vidiš fizično in lahko dvomiš, to ni greh. Ampak dobil boš odgovor na nek način. Ja, kot sem rekel, ne bi rad črnil Tomaža. Ne bi ga rad obrekoval. Veste, kaj je obrekovanje? Obrekovanje je terorizem. Obrekovanje je terorizem. Vržeš besedno bombo in nastanejo ruševine. Grozna škoda. Učenec Tomaž se je hotel glede Jezusovega vstajenja od mrtvih sam prepričati. V bistvu je Tomaž postavil na preizkus Jezusa, ne pa sebe. Kaj ti rekel je, dokaži mi, da si res vstal od mrtvih. Dolgih 7 dni je razmišljal o tem preizkusu. Čakal je, a ni bilo odgovora. Mnogi bi obupali, Tomaž pa ni odnehal. In kadarkoli pridem v cerkev, vedite, da sem prišel po odgovor, ker imam vprašanja. 8 dni, prvi dan v tednu, v nedeljo po veliki noči, se je pridružil in dobro se je pridružiti občestvu cerkve. Ostalim učencem v zgornji sobi. Takrat se je zgodila njegova velika noč. Kajti velika noč, kot smo slišali, se dogaja ne sočasno, ampak vedno in povsod, za vsakega posebej na drugačen način. Ko je Tomaž že doživel veliko noč, apostol Pavel še ni doživel velike noči. In ko je apostol Pavel doživel veliko noč, cesar Konstantin še ni doživel velike noči in razglasil krščanstvo za državno vero in ukinil preganjanje. Ko je Konstantin doživel veliko noč, Avguštin še ni doživel velike noči. In ko je Avguštin doživel veliko noč, Martin Luther še ni doživel velike noči. In ko je Martin Luther doživel veliko noč, jaz še nisem doživel velike noči. Torej, velika noč je oseba, ne samo dogodek. Jezus Kristus. Dolgih 7 dni je razmišljal. Potem pa prvi dan, v nedeljo po veliki noči, se pridružil učencem v zgornji izbi in takrat se je zgodila njegova velika noč. Dvom je dobil odgovor. Jezus se je vrnil po Tomaža. Nihče ni pozabljen. Bog se nikoli ne naveliča odpuščati. Da, Jezus se je vrnil po Tomaža. Tudi danes se je vrnil po nas. Jezus je ponovno vstopil v sobo zaradi Tomaža. Šel mimo učencem, katerim se je že pokazal. In stopil pred Tomaža, smo prebrali, in rekel, če parafraziram, prijatelj, tukaj sem. To je moja roka. To so rane od žebljev. Vtakni svoj prst vanje. Poglej, to je moja prebodena stran, znamenje ljubezni. Dotakni se te rane. Tomaž je ostal brez besed. Prišli smo z dvomi, vprašanji v cerkev, da dobimo odgovor, da dobimo dokaz. Tomaža so prepričale rane, ne pa čudež. Tomaž je videl, se dotaknil človeka, izpovedal pa vero v Boga. Moj Gospod in moj Bog. To, kar je videl in česar se je dotaknil, ga je pripeljalo do tega, da je veroval tisto, o čemer je prej dvomil. Zanimivo. Končujem. Tudi danes imamo vprašanje za Gospoda. Gospod, če bo moja zakonska ali partnerska zveza obstala, bom veroval vate. Če ozdraviš mojega otroka, ti bom še bolj zaupal. Če poskrbiš za mojo novo službo, ti bom hvaležen. Če mi pomagaš živeti žalostjo, ki jo čutim ob izgubi ljubljene osebe, me boš imel zavedno. Če mi daš moč, da prenesem krivico, zamero, izdajstvo in znova zaupam ljudem, ti bom sledil do konca dni.
in tako dalje. Kaj je naš Tomažev test, preizkus? Ustali Kristus prihaja k nam tako, kot je prišel k Tomažu. Vrnil se je po Tomaža. Danes se je vrnil zato, da prepriča nas. Kako? Je tveganje. Je tveganje. Kajti, ko te Bog prepriča, je tveganje. Ne preostane ti drugo, kot da rečeš, moj Gospod in moj Bog. Dragi prisotni, ravnokar smo našli cerkev, v katero smo dobrodošli s svojimi vprašanji in dvomi. Bom ponovil, ravnokar smo našli cerkev, v kateri smo dobrodošli s svojimi vprašanji in dvomi. Jezus rad vstopa skozi zaprta vrata. Ko je Jezus vstopil skozi zaprta vrata, ni ničesar poškodoval. Bog vstopa v naše srce neboleče, brez hrupa, tiho, obzirno, spoštljivo, ne vzbuja pozornosti, vstopa nenapovedano, nepričakovano, tiho, mirno, ne kot vlomilec, ampak kot darovalec. Ne povzroča razdorov, razbitin, lukenj, bolečin. Ko vstopa Jezus, ničesar ne poškoduje, čeprav so učenci vrata zaprli dvakrat in celo zapahi. Jezus vstopa tolikokrat, kolikokrat je potrebno. Tolikokrat, kolikokrat je potrebno, ker prihaja po Tomaža. Nekje sem prebral, da je v veri dovolj luči za tiste, ki želijo verovati, in dovolj teme za tiste, ki nočejo verovati. Vera se dviguje po stopnicah, ki jih je zgradila ljubezen, in gleda skozi okno, ki ga odpira upanje. Sestre in bratje, pogum, kajti Bog se nikoli ne naveliča odpuščati. Vabim k molitvi. Isti križani Jezus, ki je vstali Gospod, je tu. Vstopil je med nas, ker smo tu z vsemi svojimi dvomi in vprašanji, z vsemi bolečinami in stiskami. Dotakniti se ga želimo v veri. Želimo se dotakniti njegovih ran. V njegovih ranah pa bodo ozdravljene tudi naše rane. Povabljeni smo, da mu izpovemo veroizpoved svojega srca. Moj Gospod in moj Bog. Amen. Pesem, ki je naša skupna molitev, pa pravi: Jezus, odpri mi oči, da te vidim.
Prejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.